Vsi športniki so profesionalci in vsi imamo skupen cilj zmagovati dirke in biti najboljši na svetu. Velikokrat vzpodbujaš tudi zaradi tega, da sam daš malo stresa ven, da govoriš go, 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 pa ne vem, a to bolj za kolesarje ali bolj za nas v avtu, kaj moram narediti, da bom jaz konkurenčen, kje moram jaz izkoristiti, da bom lahko dosegel rezultat. To ti vse pomaga biti boljši športni direktor. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik. Moram priznati, da danes sem pa kar jaz malo nervozen in moram se tudi pohvaliti, da danes je 100. podcast, tako da z menoj je danes Andrej Hauptmann, tako da Andrej, lepo pozdravljen. Živijo. Zdaj, zakaj sem jaz danes majhen živčen? Danes sem se dejansko mogel malo bolj pripraviti, z tega, ker imam to čast, da imam poleg sebe osebo, ki je legenda slovenskega kolesarstva, ki je ustvaril res toliko enih dobrih stvari in ki je, bom rekel, eden najbolj prepoznavnih imen v Sloveniji in tudi v bistvu globalno. Andrej, pojdi malo pogledati v tvoje izjemne izkušnje, da te predstavlja našim poslušalcem. In sicer, ti si trenutno športni direktor pri ekipi UAE Emirates XRG, a ne? Si predsednik kolesarskega društva ROK, imaš ogromno nekih funkcij, še poleg tega leta 2001 si postal prvi slovenski kolesar, ki je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. S tem si postal tudi nek mejnik za Slovenijo. Veliko časa si bil tudi trener in pa selektor reprezentance, a ne? Do olimpijskih iger v Tokiju si dejansko vodil, tam smo tudi Slovenci naredili spet izjemne rezultate, Roglič prvi, Pogačar tretji, kot dve lepi medalji. Imaš izjemno ženo, ki te spremlja, Tejo, dva otroka, psa in mačka, tako da celotno kombinacijo. In jaz danes, ko sem rekel, da moram pogooglati, kaj bo ChatGPT povedal tebi, in sem rekel, kdo so legende slovenske, si bil na prvem mestu, tako da sem rekel, the best. Imam ta pravega sogovornika, tako da v glavnem, jaz sem navdušen. Danes bomo zelo veliko povrtali v ta svet, v tvoj svet. Si en redkih direktorjev, športni direktor, ki ima pisarno včasih, oziroma velikokrat tudi v avtu, ne, se premika. Tako da greva na prvo vprašanje, zmeraj malo grem v preteklost. Če greva nazaj v šolske klopi, me zanima, kakšen si bil v gimnaziji, srednje šole, si že takrat rekel, jaz ne vem, hočem voditi ekipe, si bo že takrat tak športnik? Ja, hvala za predstavitev, ful se mi dobro zdel, ko si me toliko časa hvalil. Glede šole je bilo pa tako, jaz sem bil zaljubljen v kolesarstvo že v osnovni šoli, ogromen sem treniral, skozi sem v šoli risal kolesa, kako bom, kaj bom dosegel. Šolo, pa da bi bili prav blestev, nisem, ampak imel sem pa tak dogovor doma iz starši, da ko bo enkrat težava, da bom mogel nehati dirkati, tako da jaz sem se držal tega, da nikoli ni bilo večjih pretresov. Hodil sem na srednjo strojno šolo Aškerčevo v Ljubljano, da bi prav blestev nisem, ampak nekako sem pa zmer znal, da to kot sebe, da ni bilo težav. Ampak že takrat so bila kolesa, si sanjal v njih, to je bilo to, risal si jih, to je bilo tvoje vodilo. Ja, seveda, zadnje leta, to je bilo potem že, zadnje let srednje šole sem bil že v članski reprezentanci, takrat še ni bilo ekip do 23 let, sem bil tudi kar dosti odsoten, moram povedati, da takrat tudi ni bilo toliko teh, sem imel status športnika, ampak so mi pa šli profesorji res zelo na roko in so mi kar dosti pomagali, da sem lahko sledil svojim sanjam in da mi šola ni bila nekak težava. The best. Greva se še malo dotakniti, in sicer oseba, kot si ti, ki imaš različne klobuke, toliko enih odgovornosti, veliko si tudi na poslovnih poteh, veliko si z ekipo. Kako se organiziraš? Kaj je tvoj recept?
tako bom rekel, da ta organizacija, sicer sem skozi boljši, ampak tle nikoli nisem res blestev. Imam pa to srečo, da z ženo dosti skupaj delava, da imamo kar nekaj skupnih projektov in mi dosti ona vod ta moj urnik. Je pa res, da kdaj je težko sklejevati, če imaš veliko stvari, potem je tudi kdaj pride do tega, da sam sebe začneš loviti, ampak jaz se trudim, da če se z nekom nekaj dogovoriš, da tudi potem speljaš in temu primerno se je treba tudi ta prav čas organizirati in si narediti urnik. Ni pa vedno lahko. Verjamem, sploh po tvojem urniku, ampak vsi imamo boljše polovice, ki nam malo pomagajo, ne? Tako da, the best. Gremo malo pogledati tvojo tranzicijo. Vrhunski športnik, državni prvak, bronasto, prvi slovenski osvojil na svetovnem prvenstvu bronasto medaljo in tranzicija vrhunski trener. Zdaj pa športni direktor ene najboljših ekip na svetu in v bistvu najboljšega kolesarja na svetu. Kako se je to zgodilo in pa kaj težje? Biti vrhunski športnik ali voditi vrhunske športnike? Ja, po mojem je to tako dosti težko vprašanje, ker je že kar nekaj časa in bom rekel že kar dosti dolgo od tega, ko sem bil športnik, ampak vem, da se spomnim, ko so mi včasih drugi športni direktori, ko sem bil še aktiven tekmovalec, so rekli, se boš videl, pol bo pa konc lepega, ne. Zdaj se z njimi strinjam, prej se pa nisem, ne. Tako da jaz mislim, da vsaka stvar, če hočeš biti dober, je težka in ni polovičarstva, tako da jaz mislim, da nobena stvar ni lahka, ampak če jo delaš rad, si uspešen. Kako je pa prišlo do tega? Pri meni sem imel tisti, ki so bolj spremljali kolesarstvo ali pa ki bolj spremljajo kolesarstvo, vejo, da jaz sem bil tak skoraj na višku, sem zaradi bolezni mogel kar na brzino nehati, en let sem bil v kliničnem centru. Pol sem pa pač v kolesarskem društvu Rog, kjer sem bil od malih nog pa do tiste profesionalne kariere. Sem tudi potem takoj po bolezni, pa tudi že med samo boleznijo sem bil že športni direktor in sem jim hvaležen, da so me takrat podpirali in so me podpirali potem tudi na tej poti, do kjer sem zdaj. The best. Greva se malo dotakniti še tvoje zelo, zelo bogate kariere in sicer dela. Zmeraj me je zanimalo, ko delaš enkrat v takem klubu oziroma v taki eminenci, ki ste res ogromni. Koliko ljudi je dejansko v ozadju v Emirates XRG? Kaj to pomeni? Ja, to je zdaj že kar, bom rekel, že kar orang podjetje. Če je na dirki, lahko vidimo 8 kolesarjev, pa nekaj stafa. Cela ekipa je 150 kolesarjev, zdaj bomo imeli 150 kolesarjev in stafa, ne samo kolesarjev. Kolesarjev je lahko v profesionalni ekipi samo 30, pa potem še Devo ekipa, se pravi razvojna ekipa mladih od 10 do 12 kolesarjev, vse ostalo pa potem podpora ekipi od, se pravi logistični center, ki ga imamo v Milanu, pa potem management športnih direktorjev, nas je kar 9, 5 trenerjev, 18 meserjev, 18 mehanikov, vozniki avtobusa, tovornjaka, nutricionisti, kuharji. Wow. Tako da kar velika ekipa, zato je treba biti fejst organiziran, pa načrtovati vse do potankosti, da ne pride do kakšne zmešnjave. Zdaj, ko so se pogovarjali, greste na priprave, se pravi to, da se uskladite za novo sezono, strategija, kako to izgleda? Se pravi, pridejo vseh 100-150 ljudi, da nam malo piše ta proces, ker to je dejansko že prav ta pravo podjetje, velik biznis, velika logistika. Ja, mogoče nas ne bo 150, ampak krepko čez, mislim 110-120 nas bo sigurno. Prvi kemp bo v Benidormu, blizu Kalp.
že to, na 2 letališča bomo preleteli, en letališče Valencija, eden je Calpe v različnih urah, tako da je treba narediti res logističen načrt, kako vse pobrati, da bomo vsi prišli v hotel, da bojo vsa oprema prišla v hotel, mehaniki, maserji bojo štartali že 3-4 dni pred nami z vso popolno opremo, s kolesi, s cestnimi kolesi, s kronometer kolesi, z vsemi rezervnimi deli, masažnimi mizami, bom rekel, športno prehrano. Tako da, potem pa, ko smo tam, bo pa tudi določen del trenerjev, športnih direktorjev zadolžen za logistiko, da se točno naredi skupine za treninge, kdo od športnih direktorjev, od doktorjev, od stafa bo sledil treningu in pa seveda ostale stvari, se pravi od organizirati sponzorske aktivnosti, kakšne reklame se posnema, media day, zdravniške preglede, ne? In vem, da sploh tiste prvi dnevi so zelo stresni, ko vsi kolesarji bi radi trenirali, je pa še toliko ostalih drugih aktivnosti, da za trening skoraj prve dni ni časa. No, sliši se ful zanimivo, naporno. Ti si direktor, ki se veliko premika, ne? Če se malo pohecam, in si tudi veliko v avtu. Daj nam opiš tvoj nek vsakdanjik, oziroma ko si na neki dirki, recimo na turu, kako izgleda tvoj vsakdanjik? Ja, ta direktor se sicer super sliši, ne? Zdaj, res je dobro, da se sliši športen direktor, ampak se samo dobro sliši, ampak seveda vsi smo del ekipe, vsak ima svojo odgovornost, mi športni direktorji nekako smo zadolženi za to, da dajemo določena navodila in da usklajujemo vse pomembne faktore, se pravi delo maserjev, mehanikov, trenerjev, taktike, tako da vez med kolesarji, nutricionistom, doktorjem, tako da v bistvu je kar ogromen enih stvari, ki lahko vplivajo na rezultat. Če bi pa samo rekel tekom dneva na enem največjih dirk, kot so Tour de France, smo 4 športni direktorji. 2 v prvem avtu, se pravi na največjih dirkah, če je bilo še do 10-15 let nazaj, je en športen direktor delal vse, vozil avto, gledal televizijo, govoril, ampak vemo, da je to nevaren, tako da zdaj je en športen direktor, ki daje potno hrano kolesarjem, in pa seveda oba dva nekako sodelujeta. Prvi športni direktor pa je na vezi s kolesarji, dobiva informacije po televiziji, na radio turu od organizatorja, in pa je na vezi tudi z drugim športnim direktorjem v drugem avtu. Vsi vemo, da na največjih dirkah ali pa skoraj na vseh dirkah lahko sledimo z 2 avti, vsaka ekipa ima lahko 2 avta v dirki. En športen direktor je pa 15 minut pred dirko, da ugotavlja, ali je cestišče tako, kot smo predvideli, ali so kakšne spremembe, ali je kakšen drugačen veter, ali so kakšni protesti, to je zdaj popularno v zadnjih mesecih. Tako nekako funkcioniramo, zjutraj pa ponovadi delujemo od 7 do 11 zvečer. Po zajtrku ponovadi gremo na avtobus, se peljemo na štart, pred štartom prvi športni direktor predstavi PowerPoint predstavitev na avtobusu, predstavi tehnične posebnosti trase, pa potem taktiko. Drugi športni direktor v glavnem je zadolžen za to, da nekako logistično vse funkcionira, kje bo kakšen maser dal potno hrano, kjer bo te točke, ker zdaj vemo, da nutricionizem je še toliko delž, da je zelo pomembno, da so vsi deli trase pokriti, kjer maser, kjer od medije bo na cilju, kdo bo mogoče kakšnega sponzora kje pobral. V bistvu ta drugi športen direktor naredi cel taktičen plan, ki ga dobi cela ekipa na aplikacijo WhatsApp. Tako da potem med samo dirko prvi športni direktor
v dogovoru z vsemi ostalimi, je v povezavi s kolesarjem in daje taktiko po cilju, naredimo en tak briefing spet na avtobusu, da vidimo, če je šlo vse tako, kot smo si zamislili, če je bila kakšna težava. Potem pot v hotel, v hotelu potem še 1-na-1 razgovor z vsemi kolesarjimi, ker kdaj mogoče se ne razčisti vse takoj po cilju. Potem večerja, mogoče še kakšen klepet, potem zjutraj pa spet, mogoče, če kaj ni bilo čistega, še pred PowerPoint predstavitvijo se še razčisti vse za nazaj, ker je zelo pomembno, sploh na teh 3-tedenskih dirkah, da je energija prava v celi ekipi, ne samo med kolesarji, tudi med stafom, ker samo to pripelje do tega, da je potem rezultat ne izostane. The best. Sem bil predolg, ne? Ne, vrhunsko. Ne. Točno to me zanima, te podrobnosti. Tako da še bova, jaz bom še vrtel, tako da bova šla še globje. Sam to, da malo predstava Tour de France, verjamem, da ga vsi poznajo, ampak za tiste, ki slučajno ne. En največjih dogodkov, ne samo kolesarstvo, dejansko globalnih športnih dogodkov. Jaz sem malo šel v drobove, sem probal pridobiti čim več podatkov. Predvaja se v 190 državah, nekje 25 milijonov ljudi na dan ne bi gledali posamezne etape, včasih celo več. 22 ekip, vsaka ekipa ima lahko 8 kolesarjev, traja 21 dirkalnih dni in pa v bistvu 2 dni počitka. Ne? Sem zdaj nekako probal povzeti. Tako da vse skupaj ne bi bilo 176 kolesarjev. Ne? In mi kot Slovenci imamo v bistvu ta privilegij, da imamo kar nekaj Slovencev tudi v vrhu, eden izmed njih absolutno as, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Mohorič in tako naprej, kar nekaj res izjemnih posameznikov. Deva se malo še dotakniti Tour de France, ki je res fenomen tudi z vidika vzdržljivosti, to je res en verjetno najtežjih športnih dogodkov, najbolj gledanih. Kako pripraviti ekipo, kako vi sestavite ekipo, kako ti sestaviš ekipo, ko si že prej omenil 30 vrhunskih kolesarjev v tej pro ekipi in potem moraš reči 8 vas gre in ne samo to, 8 vas gre, en bo vodi in ostali se morate podrediti. Oziroma, ne da se podredite, morate slediti in pomagati. Ampak so vsi vrhunski. Ja, seveda, če si v ekipi, ki je številka 1 na svetu, imaš 30 vrhunskih kolesarjev, in to so nekako sladki problemi, ki pa so seveda to problemi. Je pa tako, mogoče, če si na dirki prvi športen direktor, to ne pomeni, da vse delaš sam. Mi iz performance skupino z managementom sodelujemo tekom celega leta. Prve urise, kako bo šla sezona, kdo bo na kateri dirki nastopil, bojo znani že zdaj na prvem trening campu, kjer bomo naredili sestanke z vsakim kolesarjem posebej, govorili o njegovem programu dirki, o njegovih zadolžitvah in ciljih sezone. Potem pa to je živa stvar in se veste, kako je. Lahko pride do bolezni, lahko pride do padcev in je seveda treba se potem temu programu prilagajati. Nekako smo pa to vsi športni direktorji, trenerji, vsi ta, bom rekel, nekako cel tim, vsi skupaj nekako določimo to ekipo, tako da ni to vse samo na eni osebi in pa še po drugi strani vsi športniki so profesionalci in tle ni nobenih večjih problemov, ko vsi imamo skupen cilj zmagovati dirke in biti najboljši na svetu. Kako ti uskladiš, kar je tudi zelo pomembno, kako so se pogovarjali ekipo, ne? Vsi delajo za enega, imaš v bistvu najboljšega kolesarja na svetu, pa če malo primerjaš mogoče z drugimi ekipami, ki imajo mogoče več posameznikov, ki bi lahko prevzeli to, kako uskladiš take močne egote osebe, ki so vrhunski, kjer so vsi profi, so vsi na svetovni lestvici med najboljšimi. Kako balansiraš to? Prav zaradi tega, ker so vsi profi, to lažje. Okay. Seveda, kdaj pride tudi do kakšnih nesoglasij, zato to je naša naloga, da tudi to vse usklajujemo, ampak načeloma težav ni, sploh
če se taktika prilagodi in smo zmer striktni in so stvari jasne, kot so enkrat stvari jasne, so v glavnem, smo vsi profesionalci in delamo k temu, da se realizira, kar smo si zadali. Seveda smo vsi ljudje, vsi se lahko zmotimo, kdaj tudi se zgodi, da v dobri veri narediš kaj narobe, ampak važno je, da se potem to razčist. Seveda pa glede na to, da ogromen dirk zmagamo, verjetno delamo kar dosti prav. Absolutno. Že to, kar sem pregledal statistiko, koliko ste imeli v bistvu zmag, 95 v lanskem letu, od tega jih je imel tedaj 20, če se ne motim. Delate zelo veliko prav. Drugo mesto je zasedla ekipa Soudal Quick Step z 54, pa je bil Lidl Trek 46 in Visma 40, Elisa Bike. Tako da 95, drugo mesto 54, delate zelo prav, tako da delate zelo dobro. Pejmo malo še pogledati, ko si ti dejansko noter v avtu, ko moraš balansirati, ogromno nekih nepredvidljivih stvari je, 8 kolesarjev, najboljša ekipa na svetu, pritisk je verjetno tudi precej visok, pričakovanja. Jaz sem te prej malo sprašal, ko so se pogovarjali, kako to zgleda, zakaj vi zmer držite tempo, ste prvi, ker vsi tudi malo pričakujejo, kako je ta taktika. Daj nas malo popelje, ko vsi gledamo na televiziji, smo živčni, ampak ti si pa dejansko tam na licu mesta, si v avtu, spremljaš, se odločaš od trenutka do trenutka. Ja, ker pestro je. Kot smo rekli, taktika se naredi, naša taktika se naredi pred štartom vsake etape. Seveda, pred štartom tura se naredi generalna taktika, točno se določi hierarhijo, za koga, kako, ampak seveda, tako kot mi naredimo taktiko, naredijo še ostalih ekip, ki imajo vrhunske kolesarje, tudi taktiko, ki pa ponavadi taka taktika, ki je taktika nasprotna od naše in ni vedno lahko. Pa še to, mi naredimo taktiko, seveda je pa kolesarstvo tak šport, ki zelo nepredvidljiv. En padec, mogoče se en napočuti dobro, nekaj ni prebavil in je treba to skozi usklajevati, tudi odgovarjati na taktične poteze druge ekipe. Veliko krat je kakšen kaos, v kakšnih kritičnih trenutkih pride do kakšnega padca, ne veš, kdo je padel, a je naš lider padel, a so vsi naši šli in takrat je zelo pomemben, da imaš nekako tudi enega, kot bom rekel, pomočnika ali pa športnega direktora na kolesu. Zdaj v zadnjih letih mi imamo ogromno, mislim, zelo močno izkušeno ekipo in dostikrat pred informacijami organizatorja dobim že informacije od naših kolesarjev in tako da hitro dobim informacijo, kakšna je situacija, ker velikokrat mi ne vemo, tako da lahko lažje reagiramo, še zmeraj pa to težko v nekaj sekundah se odločati, pa iz tiste v parih sekundah iz tiste situacije, ko dobiš eno informacijo, ki ni najboljša zate, ampak takrat je treba ostati nekako zbran in v tisti mogoče ne super situaciji je zelo pomemben, da nisi paničen in da štartaš iz tam in počas gradiš, pa probaš izničiti tisti manko, ki se je mogoče v tistem trenutku naredil. Dej nas malo popel, ker nekaj nas gleda Tour de France in sicer malo nas popel občutek, takrat, ko smo gledali Tadeja in kar od enkrat je padel, veliko se vidi, tudi ta fair play v kolesarstvu na Touru se mi zdi zelo precej dvignil, da so pol ostali počakali, ampak ti v tistem trenutku si dobil informacijo. Kaj ti dejansko dobiš, kakšno informacijo si dobil in kako to zgleda, kaj pol prva stvar, ki si slišal, da se je nekaj zgodilo? To je bila 11. etapa na Touru. Vsi smo vedeli, da bo to etapa, ki je ena od tistih etap, ki jih je prvi teden, prvih 10 dni Toura zelo hektičen, zelo stresen, zelo težko kontrolirati, vsi smo se tega zavedali. To je bila ena zadnjih etap, teh, ki smo jim mi rekli, etapa, ki moraš zelo paziti, da lahko zgubiš Tour, ne moreš ga pa zmagati. Situacija je bila taka, ko smo mi dobili informacijo, da je Tadej padel, smo bili takrat mogoče 2 minute
2 minute pa pol za prvo skupino, ker je bila trasa taka ozka cesta, ogromno kratkih vzponov, ogromno majhnih grupc in seveda sodniki, ki nadzirajo, komisarji, ki nadzirajo karavano, našo karavano avtomobilov v zadju, so seveda nekako počasno nas naprej spuščali in dostikrat se zgodi, da smo kar nekaj minut za prvimi in to je bila lih situacija, ki v bistvu si res nemočen. K sreči je bil mehanik Shimana na motorju zelo priseben, zelo spreten, tedaj ni imel take okvare, da bi mogel menjati kolo in seveda poleg tega treba še povedati, da je bilo ogromno fair playa iz strani tistih največjih konkurentov. Seveda, to so vsi vrhunski športniki, vrhunski ljudje, ki hočejo zmagati na svoje noge, ne na nesrečo drugega in nekako smo se vsi dahnili, ko je tedaj prišel skozi cilj, seveda po drugi strani pa potem že zdravniško službo delali na temu, da bo čim prej nared. Kasneje se je izkazalo, da smo po prvih ocenah, ko smo videli, da je bil hud padec, imeli prav, sicer tedaj nikoli ne jamro, ampak se je v bistvu do konca tura to poznali. Ampak še zmeraj smo zmagali, oziroma ste zmagali. So fantje zmagali, pa mi smo se zraven tudi hvalili. The best. Doskrat te gledamo tudi na kakšnih teh posnetkih, ki si zraven na mikrofonu, pa govoriš Tadeju in ekipi, ne, go, 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 ali pa neki, ne. A imate vi tudi kakšne posebne izraze, kakšne omenjaš ekipi, ali pa koliko ste redno na vezi prek v bistvu teh slušalk, pa tako? Ja, seveda, to smo skozi na vezi. Zdaj, na začetku, takrat, ki je zelo pomembno, da si čim manj čustven, sploh v kriznih trenutkih, ker je povezava zelo slaba. Če si ti že tako kolesar je težko zastopati, kadar je velika hitrost, kadar neki na brzino rečejo, smo mi res z velikimi ušesi, ker se velikokrat zgodi, da zastopimo, ampak pomembno je, da takrat daješ tiste informacije, ki so res pomembne, probati na čim bolj umirjen način, da ne povzroča še večje, bom rekel, zmede, da probaš imeti stvari pod kontrolo, seveda pol v tistih zaključkih je pa treba nekako spodbujati, velikokrat spodbujaš tudi zaradi tega, da sam daš malo stresa ven, da govoriš go, 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 pa ne vem, a to bolj za kolesarje ali bolj za nas v avtu, da damo ta stres ven, ker velikokrat je sploh na tistih gorskih etapah je množica gledalcev toliko velika pa toliko glasna, da velikokrat kolesarji sploh ne slišijo, kaj jim govorimo. Je pa to res fenomen, ki si omenil, ne? Da je v bistvu to en redkih dogodkov, ker ni kart, dejansko je brezplačno, tako da tudi publike je ogromen, ne? Tudi publika je zelo blizu, ne? Tako da kakšni se celo malo dotikajo, pa mogoče kaj naredijo, ampak se derajo, tako da je res vzdušje je fenomenalno. Pa me zanima, in sicer prej ste se pogovarjali, da ima vsak od teh 8 kolesarjev zelo določeno funkcijo. Daj nas malo popel, se pravi, imamo enega pomočnika, imamo enega, ki prvi potegne, ki drugi, kako je to razdeljeno, kako so te funkcije? Ja, rečemo, konec oktobra je ponavadi znana trasa Tour de France ali pa vseh teh večjih tritedenskih dirk in nekako točen se je treba opredeliti, koliko kolesarjev rabimo za ravninske odseke, koliko etap je gorskih, se pravi, na podlagi trase določimo, koliko pomočnikov rabimo za poravnam, koliko na vzponu, da imamo kolesarje, ki so sposobni nadzorovati dirko v vožnji na veter, da na tistih taktičnih, da so kolesarji zreli, da znajo, da se točno zavedajo, kdaj je pomembno nadzorovati. In nekako se potem začrta enih 12 kolesarjev, ki so v ožjem izboru in potem se potem tekom priprav, tekom sezone, bolj, ko se približuje Tour de France, bolj je treba vedeti, kdo točno bo vozil na turu. Kako pa potem taktiko je treba
kot smo rekli, pred štartom tura se potem naredi naš taktični načrt, kdo je zadolžen po ravnem vzpon. Seveda pa treba to tudi prilagajati. Tukaj ni pravila, tisti, ki je bil mogoče 7 dni vrhunski po ravnem, ali pa tisti, ki je bil res dober na vzpon, ni rečen, da ne bo imel slabega dneva in je potrebna tudi super komunikacija tako med samimi tekmovalci, tako med tekmovalci in nam stafom, da se lahko, velikokrat se zgodi, da pride eden in reče, jaz pa danes se ne počutim dobro, mogo bi biti zadnji tisti, ki bi pomagal, pa se potem med samo dirko zamenja vloge in kadar je ekipa uigrana, se to naredi takoče in kadar je energija prava, to ni problem. Je pa treba graditi na tem, da so fantje čim več skupaj in da se poznajo in da točno vejo, kdaj se je treba prilagoditi ali pa zamenjati taktični načrt. Ti kot športni direktor, ki imaš v bistvu strategijo v glavi, poznaš svojo ekipo do potankosti, hkrati poznaš konkurenco, veš, kaj je kdo dober, ne? Me zanima, letos smo videli, Pogačar je dostikrat kar že zelo zgodaj pobegnil, imel kar res neke lepe razdalje, a to je neka odločitev, ki jo vi sprejmete, ti vidiš, da konkurenca ne bo zdržala, rečeš, tedaj pejt. Kako priješ do take odločitev, ker to je res, mislim, itak je tedaj norc, ampak tudi ti moraš imeti zelo, zelo dober pregled, ogromen izkušenj, da... Ja, velikokrat je taktika, skoraj nikoli ni, da je zdaj morate daj napast 80-100 km do cilja. Vedno se zavedamo, da je konkurenca v kolesarstvu toliko visoka, da je ogromno kolesarjev na vrhunskem nivoju in probamo čim dlje pripeljati Tadeja spočiti ga v narekovajih. Seveda je pa treba se zavedati, da je Tadej, rekel, kot en virtuos, umetnik, in da on dostikrat začuti, kdaj je prav trenutek in kdaj je to tudi zgodaj, ampak velikokrat se odloči prav, tako da seveda, ko se zgodi napad, je pač treba spet se resetirati, se prilagoditi in seveda štartati iz tiste situacije, ki je, in iz tega potegniti najboljš, kar se da. Je pa kolesarstvo fenomen, ne? Če gledava zdaj Tour de France, 21 etap in na koncu je lahko par sekund razlike med prvim, drugim, tretjim, kar je noro, ne? Se rečeš tak pritisk. Pa me zanima tvoj pogled, se pravi, res je, da je zdajle tempo ogromen. Koliko je tukaj pomemben nutricionizem, se pravi, da se ta hrana prilagodi, koliko je nekih tehnologij, aplikacij, ki jih uporabljate, da so kolesarji, da jih merite, da veste vse o njih? Ja, nutricionizem je bil že, vsi smo, tudi 20 let nazaj smo vedeli, da je zelo pomembno, ker končno to je naše gorivo. Mi smo odvisni od energije in od hrane, ki jo vnesemo. Se mi pa zdi, da zadnjih 6-7 let je pa vsak let bolj pomemben in zdaj se mi res zdi, da v zadnjih 5 letih je ta nutricionistika res napredovala. Točno je določen, koliko glede na zahtevnost etape, ki jo predvidevamo, in pa zahtevnost tudi potem naslednje etape, točno določen, kakšen mora biti nos med samo dirko, kakšen vnos pred dirko in takoj po cilju kolesarji govorijo z nutricionistom, in mu dajo informacijo, koliko so hrane vnesli, koliko energije so vnesli, in seveda on ima tudi točne, ko vidimo, ko prijo kolesar čez cilj, pritisne, ugasne števc in seveda pošle na aplikacijo, na kateri smo športni direktorji, nutricionisti in seveda potem nutricionist tudi zračuna na podlagi porabe, ki jo je imel, dela, ki ga je opravil, vnosa, ki ga je imel, tudi koliko mora še vnesti, da bo pripravljen za naslednjo etapo, in to je ne samo proces celega Tour de France, ampak sledenje tekom celega leta. To se začne že takoj novembra in nutricionist ima ogromno dela, da sledi vse kolesarje. Seveda mora biti pa zaupanje oboje stransko in samo na tak način se lahko
meje prestavljene. Kaj pa, kakšne aplikacije, tehnologija, ki jih uporabljate, koliko je to napredovalo? V bistvu merite v kolesarje, veste, koliko so sposobni, do kje jih lahko v bistvu pušate. Ne? Tudi pri Tadeju se lepo vidi, da na določenih trenutkih on lahko res naredi to razliko, da je res izjemen. Koliko je neka tehnologija tukaj napredovala? Ja, seveda, ta kolesarski števc, ki ima seveda, na katerem so vsi podatki, od srčnega utripa, od dela, ki ga opravil, vatov, koliko je imel sposobnosti na 1 minuto, 5 minut, 20 minut in se pravi vsak trening, vsaka dirka tekom cele kariere je nekako zdaj, vsi imajo vse podatke in so nekako vse na aplikaciji shranjene, na kateri ima dostop trener in pa kolesar tudi sam, tako da se točno vidi napredek, ali je na pravi poti, ali grejo številke, tvoja pripravljenost zgor navzdol. Seveda, ogromen podatkov, vsi imajo ogromne podatke, ampak vsi jih imamo, ne samo mi, tako da vsaka malenkost odloča, seveda pa je to, se pravi, vsak podatek, ki ga imaš o kolesarjih, je zelo pomemben, seveda pa potem nekako treba biti, umetnost je potem vse skupaj združiti, pa narediti na tak način, da vse pretvoriš v rezultat in da ne kompliciraš preveč. Daj mi povej, se pravi, od profesionalnega kolesarja, vrhunski športnik, do vrhunskega trenerja, do vrhunskega športnega direktorja. Kako je izgledala ta pot zate? A je precej lažje trenutno delo, ki ga opravljaš, glede na to, da si bil včasih tudi ti sam vrhunski kolesar, bolj razumeš ta segment ali ne? Malo opišel tranzicijo, ker v bistvu res zelo lepa kariera, spoznal si v bistvu vse podrobnosti športa, kot si rekel na začetku, da so tudi tebi športni direktorji govorili, da boš videl enkrat. Ja, če si bil kolesar, seveda so določene, sploh če si športni direktor, če sam nisi nikoli izkusil vožnje na veter, če sam nisi bil nikoli v situaciji, ne vem, mogoče na dirkah po Belgiji, Paris-Roubaix, vsaka taka izkušnja ti pomaga. Tudi mogoče lažje razumeš razmišljanje kolesarja, ker si bil sam v dostih situacijah, tudi mogoče sem imel jaz to srečo, da nikoli nisem bil tako dober, kot so zdaj ti naši najboljši slovenski kolesarji, da je bilo zelo pomembno razmišljati ogromno o taktiki, kaj moram narediti, da bom jaz konkurenčen, na katerih napakah najboljših moram jaz izkoristiti, da bom lahko dosegel rezultat. To ti vse pomaga biti boljši športni direktor. Po drugi strani pa tisti, ki imajo pa druge, bom rekel, druge vrline ali pa spretnosti, ki se naučijo ali vodenja podjetja ali da so imeli ogromen drugih izkušenj, imajo pa druge prednosti. Zdaj najboljše je, da imaš vse, ampak skoraj nihče nima vsega. Po drugi strani imamo pa to srečo, da nas je veliko športnih direktorjev in da vsak je v nečemu dober, in če je ekipa prava, pa če imamo vsi podoben cilj, dela vsak tisti, v katerem je najboljši. Se strinjam, to si ful lepo povedal, zmer je ta ekipa močna, ampak jaz bom še zmer rekel, da definitivno veljaš za enega najboljših športnih direktorjev in pod sabo imaš enega v bistvu najboljših kolesarjev na svetu. Kako je delati, ko imaš enkrat res to vrhunsko ekipo, pa kako je delati s Tadejem, ki je res v bistvu fenomen v kolesarstvu? Ja, ker vidim, tudi imate zelo oseben odnos, vi se že prepoznate, že prej si bil v bistvu njegov trener, zdaj tukaj že 6 let delate skupaj v tej ekipi. Ja, res je, s Tadejem že od njegovih tistih 15-16 let star sem ga spoznal, pa potem bil pri mladincih pri njem, bil nekako z njim tekom cele kariere, ampak Tadej je tak fenomen, da z njem res ni težko delati, in tudi vsi ostali športni direktorji v naši ekipi s Tadejem je res lahko delati in tudi je on pravi lider, ki gradi okrog sebe ekipo, in s tem, če je dober lider, je potem tudi nam veliko lažje. Biti toliko organizirani v ekipi je, bom rekel, privilegij, zaradi tega, ker
se misli na vse in je v bistvu so v pravih ekipah, pa jaz verjamem, da jih je kar nekaj, ne samo v kolesarstvu, tudi v drugem vrhunskem športu, ne. Če management res dobro poskrbi, potem vsak točno ve, kaj mora delati in takrat res ni težko, sploh kadar so rezultati, kadar pa rezultati malo izostanejo, pa je pa treba trdo delati, da se čim prej obrne nazaj v tisto rezultatsko uspešno. Ti si bil tudi eden izmed oseb, tako kot si rekel, ko si že v bistvu v mladih letih delal s Pogačarjem, hkrati pa tudi z Primožem, ne? Ko je v bistvu prešel iz smučarskih skokov v kolesarstvo. Koliko hitro ti opaziš pri enemu posamezniku, a je potencial, da postane vrhunski športnik in kaj je ta razlika med nekim amaterskim kolesarjem do v bistvu teh profesionalnih kolesarjev? Zdaj, čistko, ko se je Primož odločil za kolesarstvo, noben od nas v Sloveniji ni verjel, da mu lahko uspe, ker to je res, to, kar je on dosegel, res nekaj izjemnega. Je pa res, da smo bili v kolesarskem društvu Rog edini, ki smo ga takrat vzeli. Je pa res, da je Primož sam nas našel, ker je sam hotel biti profesionalen kolesar, taka zanimiva zgodba. Zdaj, kako pa ugotoviš pri Tadeju, pri tistih, rečemo, v mladinskih kategorijah, mogoče ne moreš videti, koliko daleč, koliko bo lahko, kdo bi uspešen, kdo se bo razvil potem res v vrhunskega športnika, ampak hitro pa vidiš, kdo je odločen, kdo pravilno razmišlja, kdo je neustrašen, kdo je lahko iz pravega testa. Seveda pa pri 14-15 ti lahko enega vidiš, ti je všeč, čutiš, da ima veliko talentov, ki bi lahko samo poti so različne, sploh velikokrat v mlajših kategorijah se dogodi, da je mogoče kdo malo bolj zaostal v razvoju in je spregledan, ampak če imaš širšo sliko, pa če gledaš, hitro vidiš, kdo je zanimiv, kdo bi se lahko razvil, seveda pa nikoli ne moreš točno vedeti, kje se bo pri vsakemu kolesarju ustavila tista njegova krivulja. Daj se pa začnejo recimo neke profesionalne pogodbe, pri kolikih letih so kolesarji zdaj že? Zdaj, to v kolesarstvu, takrat, ko smo bili, ko sem se jaz začel resno ukvarjati, ali pa ne resno ukvarjati, resno smo se ukvarjali skozi športom, ampak jaz sem šel pri 24 letih v profesionalno ekipo, teda je takrat zmagal že 2-3 ture, ne. Tako da zdaj to kar dosti drugače, sploh iz to generacijo, teda je Remko, Van der Poel, Van Aert, se pravi ta razmišljanje mladih, zdaj to drugače, če je bilo v mojih časih, je bilo nekako pravilo, da od 26 do 32 leta, da se v najboljših letih, zdaj pa kolesarji zmagujejo Tour de France že pri 20 letih, vidimo, da se je to že kar spremenilo in mogoče me najbolj moti to, da se je zdaj začel že nekako podpisovati pogodbe pri 15-16 letih, ker se mi zdi, da bi mogli se športniki bolj posvečati še tem, biti bolj brezskrbni, bolj bi jim mogla biti to igra in se mi zdi, da se te meje vse prestavlja naprej in ne vem, če je to ta čist prava smer. Ti kot oseba, ki je celo kariero v tem športu, šel si res zelo izjemno kariero, me zanima, gledamo te kolesarje, profesionalci, tudi ti si bil včasih, kaj je pomembnejše? Fizično pripravljeni so vsi, a je glava tista, ki v bistvu pol naredi razliko, a je fizična pripravljenost, ker mene zmeraj fascinira, se pravi Tour de France, Vuelta, vse te v bistvu športni dogodki, ki so res ogromni. Kaj je ta razlika? Ja,
Jaz mislim, za vrhunski rezultat, če govorimo o vrhunskem rezultatu, moraš imeti čim več vsega tega, kar si ti omenil, zaradi tega, ker velika večina so vsi nadpovprečno sposobni. Se pravi, če ti hočeš biti zmagovalec, ne poznam nobenega serijskega zmagovalca, ki ne bi imel izjemnih telesnih sposobnosti. Po drugi strani, ki si enkrat v športu, v katerem je res huda konkurenca, če imaš eno hibo, jaz mislim, če se ustrašiš rezultata, če nisi inteligenten, če ne znaš se odločiti, da je pravi trenutek, sploh v kolesarstvu, ki je zelo taktičen šport, jaz mislim, da moraš biti zelo kompleten in da tisti, ki ni posod na najvišjem nivoju, težko zmaguje. Se pravi, neka kombinacija, ampak definitivno tudi glava verjetno je tista, ki... Jaz mislim, da glava, vsi rečemo glava, to moraš biti odločilno, ne? Že tudi če pogledamo šprinterja, za enega pravi, oba imata iste številke, ampak en zmaga 10-krat, en pa enkrat. Ne? Se pravi, eden je zmer prav čas na pravem mestu, pa to ne moramo reči, da je to sreča. Plus, jaz, ko spremljaš, od taktičnih, velikrat je tako, da ko mi dobimo informacije, se mora kolesar že odločiti in to se treba v parih sekundah odločiti in nekaj narediti. In tisti najboljši, najbolj spretni, ki so sposobni trezno razmišljati pri visokem srčnem utriku, pri maksimalnem naporu, naredijo razliko. In to se mogoče sliši enostavno, ampak tisti, ki je bil vrhunski športnik, pa ki ve, o čem govorim, ve, da je to zares težko. Si predstavljam, mislim, tako res kapo dol. Ena izmed tvojih funkcij in klobukov je tudi, da si predsednik kolesarskega društva Rog. 300 otrok, fantko in punc, da nam malo več predstav. To je podmladek Slovenije, delate izjemno zgodbo, tako da malo več ne povej. Ja, kolesarsko društvo Rog, kjer se je začela moja kolesarska ali pa športna kariera, tako tekmovalca kot potem športnega direktora, kjer so začeli svojo kariero Mezgec, Roglič, Tratnik, ogromen slovenskih profesionalcev, tudi Tadej Pogačar in imamo, se pravi, od najmlajših deklic in dečkov do članskih ekip, tako moških kot ženskih. Organiziramo Maraton Franja, smo soorganizator Pogi Challengea, organiziramo tudi 10 kolesarskih dirk za najmlajše, odkar Tadej in pa sedaj tudi Urška podpirata, se pravi, tako Urška kot Tadej sta se razvila v našem klubu in v bistvu nekako ugotovila, da se tukaj dobro dela, hočeta dobro. V bistvu si želita, da bi mlade kolesarke in kolesarji lahko čim lažje dosegali svoje sanje in sta se odločila, da bosta podprla, tako da sta one dva naša ambasadorja in pa tudi ena glavnih sponzorjev. Top. Zdaj, leto 2026 bo tudi za Slovenijo posebno leto. Kakor sem zasledil, je potrjeno, da bo Evropsko prvenstvo v Sloveniji. Pogovarjamo se tudi, da bi se Tour 2029 ali 2027 odvijal pri nas. Pa me zanima, kako ti gledaš na to? To je res nek fantastičen dogodek. Si predsednik enega najmočnejših društev, ne samo v Sloveniji, tudi regijsko, delate zelo veliko s podmladkom. Malo povej, to je velik uspeh za Slovenijo, ne? Ja, seveda. Jaz, če gledam strani športnika, vsak si želi biti uspešen na največjih tekmovanjih, se pravi Evropsko svetovno prvenstvo, olimpijske igre v kolesarstvu, Giro, Tour, Vuelta. Seveda, če pride to na domače ceste, pred tvoje prijatelje, pred domačo publiko,
je to še toliko lepše, po drugi strani je res lepo, po drugi strani pa odgovornost, ker najlepše zmagati pred domačim občinstvom, po drugi strani pa najtežji. Strani organizacije, pa če pogledam kot organizator, po Sloveniji smo znani kot super organizatorji in zakaj ne bi organizirali tudi ene največjih prireditev v kolesarstvu. Jaz bom preponosen, ko bo do tega prišlo. Tako da mislim, da je ogromen pozitivnih zgodb zadaj in verjamem, da nam bo uspel in da se še strani organizacijske strani pokažemo kot super sposobni organizatorji. Je pa to tudi dobro za razvoj kolesarstva v Sloveniji, tak dogodek pripeljati, verjetno spet nov podmladek, ki bo rado zainteresiran, da bo v bistvu po tej karieri šel. Pa če se navežem na to, me zanima, danes, ko en mlad športnik začne igrati košarko, nogomet, kjerkoli drug šport, je verjetno majčkeno drugače kot kolesarstvo. Iz vidika, da kolesarji imajo res v bistvu ogromne neke kondicije. Kako izgleda, kot bi nek mlajši, kolesar začel, koliko je to treningov, koliko so dolgi treningi, kako se sploh pripravljati, da priješ do nekega vrhunskega športnika? Ja, pri nas, mogoče za razliko od drugih športov, nogometa, plavanja, naš največji problem je, da mi nimamo telovadnic, da naš poligon je cesta. In najprej je treba tiste najmlajše, ki se odločijo za kolesarstvo, ni toliko pomembno, seveda morajo se naučiti spretnosti, ampak najprej zaradi varnosti. Pri nas je najbolj pomembno, da noben si ne želi, da bi se kjermukoli od otrok ali pa od mladine kaj zgodilo, zaradi tega je treba najprej narediti spretnostno šolo, šele potem razmišljati o treningu, seveda, če se odločiš s tistimi 10, 11, 12 leti, letom primerno, so mogoče na začetku bolj spretnosti, bolj igre, šprinti, ne toliko vzdržljivost, bolj važen, da daš športniku ljubezen do športa, potem pa tako kot mogoče kolesarstvo zgleda težek vzdržljivostni šport, ki sicer je, ampak v drugih športih so pa druge zahtevnosti in jaz verjamem, da posod, če hočeš biti uspešen, je ekstremno težko, tako tudi tukaj velja načelo postopnosti in če se držiš načela postopnosti, če imaš to rad in če te tvoje telo suportira, ne vidim razloga, da ne bi bil uspešen. Ful si lepo povedal. Zanima me, športni direktor, a se lahko v takem močnem klubu, takem močni organizaciji, kaj bi bila kakšna paralela, ki bi lahko potegnil s poslovnim svetom? Mislim, pritiska imaš ti ogromen, tako kakšen direktor ali pa menedžer, ampak kaj bi bila še kakšna mogoče paralela, ki bi se lahko navezal, ker verjetno jih je ogromen? Ja, jaz mislim, da je najbolj pomembna stvar, vsaka stvar, če hočeš biti uspešen, moraš imeti rad tisto delo, ki ga opravljaš, moraš verjeti, da ti lahko uspe, pa jaz zdaj skoraj verjamem, da si lahko uspešen, če nisi timski. Nekako, tudi če so to manjše firme, sodeluješ mogoče z drugimi firmami, pomembno je sodelovanje, da si sposoben, da si odprt, da znaš sprejemati, da se znaš prilagajati in ustvariti eno ekipo, kateri zaupaš, tako poslovno kot v športu, in jaz mislim, da v osnovi je vse čisto enostavno, samo treba je vzdrževati to osnovo, problem je samo, da z različnimi pogledi pa z različnimi egi si vse stvari zakompliciramo in potem nismo tako uspešni, kot bi lahko bili. Prej ste se malo dotaknila 150 oseb v celotni organizaciji in prej ste se malo pohecala, da je kar nekaj Slovencev že prišlo noter, da vas kliče Slovenian Mafia, malo se hecam. Ja. Daj nam še enkrat malo piš, se pravi, poleg tega, da si ti športni direktor, da imamo Tadeja noter, kdo je še kaj noter v tej izjemni organizaciji, da tako dobro delate pa dihate? Se pravi, Tadej, potem od kolesarjev Doma Novak, potem mislim, da imamo enega najboljših mehanikov, ne samo v Sloveniji, ampak širše, Boštjan Kavčnik.
Jan Polanc, ki je športni direktor v Devo ekipi, ampak ta Devo ekipa, on je tudi na naših dirkah, tako da nekako prepletamo, da smo vsi posod in da imamo kontakt s čim večjimi kolesarji. Žiga Jerman, Maser, bil je generacija Tadeja, ki sta dirkala pri mladincih v Rogu, tako da nekako se potem je bil on profesionalen kolesar, zdaj se je nekako nujna pot spet združila. Letos na novo Matic Božič, tudi on Maser, tako da vsako leto nas je več, jaz upam, da sem vse povedal, pa verjetno bo še kakšen v prihodnosti. Je pa res, da iz slovenskih klubov gre ogromno čez našo šolo kolesarsko, se pravi tako kolesarskem društvu Rog kot druge po Sloveniji, se pravi vsako leto gre kar nekaj kolesarjev v najboljše ekipe, potem pa tudi športni direktorji, maserji, mehaniki, tako da se mi zdi, da na palec v teh najboljših 22 ekipah, jaz mislim, da je zdaj kar krepko čez 50 že Slovencev v teh ekipah. Ja. Imamo pa se prav lepo prihodnost, dobro delamo s talenti. Dejva se še malo dotakniti, ti imaš kar nekaj klubukov, verjamem, da je ogromen mladih, starejših, te ima za mentorja, te ima za vzgled, a si imel tudi ti v svoji karieri ali pa na svoji poti kakšnega mentorja? Ja, seveda, od tistih trenerjev, ki so me skozi spremljali, že od otroštva, vsak je pustil svoj pečat ali pa svoj kamenček v mozaiku, ne samo moje kariere, ampak celega kolesarstva. Če ne bi bilo tistih pred nami, tudi zdaj, verjetno te za nami ne bi bili toliko dobri ali pa težje. Tako da ogromen je bilo, mogoče potem trenerji, selektorji, kolesarji, ki so bili pred mano. Verjetno je to tudi v drugih športih, vsi tisti Vinko Polončič, Primož Čerin, Jure Pavlič, pa Martin Hvastija, ki je bil v tisti generaciji potem z mano, bil nekaj let pred nami. To so bile vse, bom rekel, zelo koristne informacije. Zdaj, mogoče tem, glede na to, da nas je že toliko v teh profesionalnih vodah, je zdaj tem mladim veliko lažje. Takrat je bilo pa mogoče to še bolj pomembno, kako se vključiti, kaj je pomembno, da obstaneš, ne, ni samo, koliko si dober. Tako da jaz sem imel to srečo, da sem imel ogromen ljudi okrog sebe, ki so mi pomagali in mi pomagajo tudi zdaj. Pa si želim, pa upam, da bom tudi jaz lahko pomagal mladim ali pa tistim, ki še niso čisto na vrhuncu svoje poti. The best. Ena razlika, ki sem jaz malo gledal, ki bi lahko tebe kot športnega direktorja pa nekega direktorja v poslovnem svetu mogoče malo primerjal, je, da nek direktor ima danes v nekem podjetju ali pa menedžer ima mogoče malo več časa se odloči. Medtem, ko ti imaš par sekund, ti dobiš neko informacijo, se moraš odločiti, imaš ti kakšen proces, imaš kakšno rutino, kako se umiriti, kako sprejeti neko odločitev, ker pritisk je tisti trenutek, je treba sprejeti neko odločitev, ne moreš si privoščiti, da boš rekel, zdaj pa 5-10 minut razmislimo, kako se odločiti v takih res sekundnih trenutkih. Ja, takrat jaz verjamem, da nobenemu lahko. Tudi verjetno direktorjem v kakšnem uspešnem podjetju imajo pa kaj drugega, ker tudi ni luštana. Tako da, če hočeš biti uspešen, verjetno moraš biti dober. Zdaj, tle, kako je pri nas mogoče, takrat, ko se enkrat usedeš v avto, se meni, ko se vrata zaprejo, ko si nekako, jaz imam ponovati naturo ob sebi menedžerja ekipe, mačina, in se mi zdi, da je to tudi lažje, ker se skupaj odločamo, ampak se meni zdi, da takrat, ko si noter, si kar v enemu takmu transu in nekako ne čutiš pritiska. Delaš najboljš, kar se da, in se mi zdi, da to imamo nekako to spretnost, da nekako ne čutiš tistega pritiska in se ne zavedaš,
da v bistvu lahko vse zafrkneš. Ne, the best. Ampak verjamem, da mora biti v tistem avtu ogromno nekih zgodbic. Trenutkov, ki so lahko stresni, zelo zabavni. Ja, je pa tudi, mogoče bi mogel kolesarje vprašati, kolesarji bi tudi znali hitro kaj povedati, ker hitro te pol, hitro se oni naučijo tvojih fint, a ne, in je veliko krat kole zvečer v avtobusu, ko se kaj nasmejimo. Je pa zelo pomembno, ker če imaš ti vrhunsko ekipo, ki je uigrana, v bistvu veliko krat je stresno, je pa zaradi njihove, bom rekel, sposobnosti, pa na to, da so res profesionalci, pa na visokem nivoju, hitro prideš iz te, rečemo, nerešljive situacije, ne samo zaradi moje odločitve, ampak tudi zaradi tega, ker so oni zelo profesionalni in znajo odreagirati, kako se zagre. The best. Greva še v zaključek podcasta in sicer preden greva še malo pokukati v tvoje osebno življenje. Me zanima, kako gledaš na prihodno sezono, na naslednje leto? Imamo kar nekaj zanimivih sprememb. Remko se je pridružil Rogliču v Red Bullu, Bori Hansgrohe, potem imamo Juana Ayuso, ki je prestopil v Lidlu, prej bil prvs. Še zmeraj imamo Vingegaarda, ki je vrhunski, tako da naslednje leto bo precej pestro. Ja, res je. Bom rekel, tiste najmočnejše ekipe so skozi močnejše. Prihajali bojo tudi kakšni mladi, ki jih mogoče bojo zdaj letos prvič opazni. Ampak seveda, mi to se spremljamo, ampak vsak se mora ukvarjati s tem, da dela na tem, da bo še boljši, skozi je treba strmeti naprej, se zaveda, da je treba trdo delati, skozi gledati, da boš ti močnejši, da boš napredoval, ker mislim, da je to edina pot, ki te obdrži v boku najboljšim ali pa mačka nad njimi. Seveda pa drugega ni kot razmišljati od tega, kaj naredi, da bomo lahko še boljši. The best. Andrej, peva še malo na tvoje osebno življenje in sicer malo me zanima, kakšni te zanimivi fun facti. Kaj je kakšna serija ali pa zvrst, ki rad gledaš, ko imaš čas, verjetno zelo malkrat, ampak takrat, ko imaš, kaj pogledaš? Ja, meni je nekaj najlepšega, sploh zdaj so te meseci, ki si mogoče lahko malo večkrat prvošaš položavanje ob kaminu, gledati televizijo. Zdaj meni osebno so najlepše kakšne take serije, malo kriminalne, kaj tazga, da je skozi kakšna akcija. In jaz verjamem, ali pa verjamem, da je tudi ženi večkrat to gledava, zdaj mogo pa še eno vprašati. The best. A je kakšen podjetnik, ki ti je za zgled? Ja, ker jaz bi se težko opredelil, ker je ogromen, glede na to, da je Slovenija toliko majhen trg, jaz mislim, da je ogromen sposobnih ljudi, kar nekaj podjetij je takih, ki so svetovno prepoznana in so meni tudi nekako vodilo in jaz rečem, če so oni lahko uspešni, ker je ogromen majhen trg, ogromna konkurenca, seveda smo lahko tudi v športu. In mogoče tudi oni, ki gledajo najboljše športnike, si razmišljajo isto, če lahko en iz majhne Slovenije najboljši na svetu, pa ne samo v kolesarstvu, še v ogromno drugih športih, je lahko, bom rekel, ta vzor vzajemen in mislim, da tako super podjetniki, kot mogoče tisti v športu, en drugega dvigujemo in gremo lahko samo naprej. Top. Najljubša hrana? Ja, jaz sem kar nekaj časa preživel v Italiji, pa bil v najboljših italijanskih ekipah, tako da mi ta italijanska hrana, način kuhnje kar ustreza, tudi vino mi kar gre, pa čeprav je slovensko verjetno še boljše, pa seveda, ampak ta hrana mi ustreza in bi... Rekel italijanska, ok, the best. Če bi zdaj odprla tvoj telefon, katera je aplikacija, ki jo najbolj uporabljaš? Ja,
ko smo nadzorovali otroke, smo v bistvu družinsko ugotovili, da sem v bistvu jaz najbolj bolan in najbolj uporabljam telefon, ampak sigurno je WhatsApp tista aplikacija, na kateri smo najbolj komuniciramo. Dobre, mislil še kot Google Maps, nekaj gledaš, kje se vozijo kolesarne, se hecam. Imate druge aplikacije. Pejva še do zadnjega vprašanja, in sicer mi imamo že kar lepo bazo poslušalcev, od mladih študentov do predsednikov uprav, pa me zanima, če bi lahko dal en zaključni nauk ali pa nasvet ali pa pogled, kaj bi to bil. Ja, tako, težko vprašanje. Se pravi, nauk. Ali pa več. Jaz bi težko delil nauke, ampak jaz bi samo vsem položil na srce, naj sledijo svojim sanjam in da naj verjamejo, če bojo se ukvarjali z nečim srcem, da bojo delali radi, bojo tudi uspešni, tako ali pa drugače. Hvala, Andrej. Dragi poslušalci, z nami je bil Andrej Hauptmann, nekdanji profesionalni kolesar, večkratni državni prvak, izjemen in vrhunski trener, še bolj izjemen in vrhunski športni direktor ekipe UAE Emirates XRG. Moram reči, da jaz sem zelo živ v tem podcastu, to, kar delaš v Sloveniji, tudi kot si predsednik kolesarskih društva ROK in pa v širši regiji, je res občudovanje vredno. Tako da, Andrej, najlepša hvala za podcast. Hvala tudi vam za povabilo. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.